Pozdravljeni, alienčki. A snema? Snema, ok. Zadnje čase, ko vas vprašam, kaj hočete za naslednji video, gre nekako takole. Od Nune grozljivka. Grozljivka Nuna, please. Dekaj od grozljivk. Od Nune. Idej od unga valaka. I hear ya. Ok, govorili bomo o Nuni, o enki, o dvojki, o zgodovini, o prihodnosti, vsem. O Conjuring Universu. Tako da gremo čim prej ta video, jaz sem full excited, ker je veliko več informacij, kot sem mislila, pa veliko bolj zanimive informacije, kot sem mislila. Sem mislila, da je full ene nebuloze, pa nekaj, da mogla se truditi informacije iskati, je bilo dejansko full zanimivo, tako da. In ja, resnično ozadje o grozljivki The Nun, o Conjuring Universu, o njegovih demonih in o demonu Valaku je tole. Tole je resničen Valak. Just kidding, tole je Alenka 2018, ampak resničen Valak je pa v resnici bil tle. Ne verjamem. Nisem pa skoraj nič takega doživela, tako da ne morem jih verjeti. Ok, daj malo povej o tem svojem zadnjem videu, ki je res... A v dansu? Just kidding again, mogla sem pokazati, da smo imeli že ful zgodovine s tem demonom, tako... By the way, ste gledali v kinu, a mi je všeč, jaz sem za predpostavko povem, da mi je dvojka bolj všeč od enke. Just saying. Gremo najprej na osnovno legendo o Valaku, kako je sploh prišel ta demon na zemljo in kdo in kdaj ga je priklical. Ta osnovna legenda sega v majhno romunsko mesto in ja, komur se je zdaj posvetili, to je to isto majhno romunsko mesto in isti grad, kot ga vidimo v enki. In by the way, ta grad je kokar iz freaking Pravelce, dejansko obstaja in zgleda bolj kokar Bradavičarka, kokar sama Bradavičarka zgleda, ne morem verjeti, koliko je lepše, ta most tja pelje in je skoraj isti, sicer je ful temačen v tem filmu in velja za prekletega, ampak dejansko obstaja v Romuniji. In ko so snemali ful smešne zgodbe, ker to je na podeželju in so jim skozi koze in bece udirale na snemanje, ampak okej. Osnovna legenda torej izhaja iz Dark Ages oziroma nek star sreden vek. Takrat je en dož zgradil to ogromno trdnjavo, ta ogromen grad, takrat je verjetno drugače izgledal, ampak v tej neki obliki. Ampak zgradil ga je samo z namenom, da bi tukaj noter preklical demona Valaka. In ko vidimo tukaj, kaj zdaj v enki samostane, ne, ampak tem osnovni obliki že spodaj klet je bila namenjena samo temu portalu, samo temu priklicu demona. In što z tega dože je, da so se ga vsi bali, vsi so vedeli, da je mečkan ti lulilo, tako ker Voldemortova družina, ko so tam na klancu živeli in so se vsi malo bali, no, tle je tako podobna situacija. In razvedlo se je tudi, ko je ta dož prišel do točke, da je rekel, danes bom pa demona priklical, to je ta dan, ko ga bom spravil na zemljo. In takrat je bil on tudi pripravljen in tudi je žrtvoval za to 5 ljudi. Ampak istočasno mu je v ta dvorc takrat, v ta grad, v trdnjavo so mu udrli cerkveni služabniki oziroma neka cerkvena vojska, da so to še isti čas uspeli preklicati in uspeli zadržati. V bistvu vse skupaj je bilo že v postopku, ampak oni so imeli neko sveto relikvijo za neko sveto tekočino, da je tista božja kri lahko, da je neka posvečena voda iz svete relikvije, torej iz nekega svetega predmeta in so to takrat spravili na tega demona in ga omejili nazaj pod ta portal, ampak še zmeraj je neka šibka točka na tem območju ostala. Ta relikvija ne bi bila Holy Grail, torej nek sveti kelih. Zdaj pa, če gremo fast forward na Nuno enko, tukaj so pa to isto zgodbo, isto legendo uporabljali na podlagi nun, torej zdaj imamo tukaj samostan in vse se začne tako, kot tista Nuna, 2 Nune sta, ena laufa in jo potem v temo nazaj Valak potegne in potem druga si vzame življenje, se obe skoči čez okno z vrvjo. Zakaj? Zato, ker ta demon se ne more premikati nikamor drugam, ker je omejen na ta prostor in če nima duše, v katero vzame, v katero se naseli, torej da nima telesa človeka, ne more iti proč iz tega ozemlja. Tukaj pa ta demon ni omejen samo s temi nunami, ampak tudi s tem, da so čist popolnoma povsod križi in pa svete stvari in pa te nune, če se prav spomnite, so molile 24/7, torej vsak dan, še po noč, non-stop, vsak dan na teden, non-stop, neprekinjeno, vsaka so se menjavale zato, da so to zelo tukaj v tem portalu obvarovale, da se ni prišel ven. Kaj se potem tukaj zgodilo, da je Valak sploh ušel tem nunam ven, tako kot se začne enka? Bombardiranje, 2. svetovna vojna in ja, dokazano je, da dejansko na tem območju so letele bombe v 2. svetovni vojni, tako da zanimivo. Torej 43. 44. naj bi se ta enka začela in Valak pride ven
In zdaj pa gremo mečkam še nazaj v Conjuring Universe in zdaj vam bo glavo raznesel, kolikrat se je ta demon že dejansko pojavljal v prejšnjih delih. Kakor vemo, imamo Conjuring 1, 2, Amityville House in vse to je povezano. To je isti univerz, kot X-meni ali pa Avengers, a veš, Marvel hočem reči. Ampak najbolj pri Conjuringu smo si zapomnili demona valovka iz Conjuring 2. In vse se v bistvu začne, ko je bila ta demonska nuna izpuščena med sešno, ko so izganjali hudiče in demone iz Amityville hiše. Takrat se je ta nuna, torej valak, prikradla v od Lorraine, to je ta Lorraine Warren, ki ima tudi resnično ozadje, resnično zgodbo, resnično ona in njen mož Ed sta bila izganjalca zla in hudiča je najbolj znana na svetu, to je dejansko res. In ona je takrat prišla v njen in jo je prestrašila, na smrt prestrašila. Lorraine nikoli v življenju ni bila toliko prestrašena in toliko bliz peklu, kot takrat, ko je ta nuna valak je dala vizijo smrt njenega moža in takrat je bila čist paf. Ampak potem v Conjuring 2 se na koncu z njemu sooča, se spomnite, in ga izžene in tudi mož njem preživi in vse je happy ending. Ampak takrat so oni dojeli, da je ta valak toliko uspeha poživel, ta nuna, torej demon v obliki nune, da so rekli, to je sočno, moramo še naprej furati in potem so naredili še Nuno 1 in Nuno 2. Še en fun fact, ta igralka, ki igra Nuno, ki je drugače tako dosti simpatično živo, sam res ima poseben nos, je sestra od igralke, ki igra Lorraine Warren. Ena je Thaisa Farmiga, druga je pa Vera Farmiga. Zdaj pa pazi to, Conjuring 2 in tukaj imamo res velik valaka in kako ga prepoznamo, čisto vedno ima rumene oči. Tako da če vidite v Conjuring Universu, pa ni važen, v kateri obliki je, ali je fantek mejhan, ali je star ata, ali je kar nek lik, ali je nuna, če ima rumene oči, vedno predstavlja valak, ker valak ima rumene oči. In tukaj najbolj tipičen lik, ki ga valak non-stop poseda, je ta Bill Winkins, ta star ata, ki je prej v tej hiši živel in ne more iti naprej, ker ga je valak posedel, njegovega duha in jih skozi straši. Zdaj ste rekli, ja, ampak v tem Conjuringu je še ful enih drugih demonov, naprimer The Crooked Man, tak krukast mož. Dejansko ja, ampak rečeno je, saj strani ustvarjalcev, da so ustvarjali te druge demone manjše, manj scary, samo zato jih je valak ustvaril, samo zaradi tega, da bi cerkev prišla ga izganjati, ali pa pač da bi dojeli, da je on tam, da bi se on skril in lepo pustil tistim demonom, da vzamejo vso pozornost in bi potem izganjali te manjše, ne pa dejanskega zla, ki je tam stanovalo, to je bil pa valak. Zdaj, če si kdo misli, Alenka, rekla si, da boš govorila o resnični zgodbi, zgodovini, zdaj gremo na to, ne govorim samo o Conjuring Universu, ker vse bazira na resničnih zgodbah. Najprej se moramo spoznati z literaturo, ki se ji reče grimoire. Tako, kot se ne piše, bi se rekla, da je nekaj francoskega. To so knjige, ki vsebujejo mešanico urokov, čarovnij, naravnih skrivnosti in starodavne modrosti. Ampak posplošeno, simpel povedano, večinoma so noter uroki za priklic ali pa odklic oziroma preganjanje zlih in dobrih duhov. En grimoire dejansko vidimo v Annabelle, v taki izložbi na začetku, to, da ves čas te Conjuring se prepleta s temi knjigami in nekako znanje izvira iz njih, torej ni kar nekaj, ampak neka osnova vedno obstaja. Ta v Annabelle se imenuje The Devil's Welcome in ga vidimo na hitro v izložbi, bom probala najti screenshot ali pa gif. Torej obstaja pa en poseben grimoire, ki se pa imenuje The Lesser Key of Solomon, to je pa anonimna knjiga z uroki. Salomon je v bistvu v tem primeru ta izraelski kralj, ki je ful znan, tudi je ful opisan v, mislim, da v Novi zavezi. In ja, dejansko je bil ful znan in on je pač ali to pisal ali se s tem ukvarjal, ne vem. In noter je prvič omenjen valak. Omenja se ga kot 62. demona v tej knjigi in opisan je kot otrok, zelo pogosto mu gre iz ust kača, jezdi na dvoglaven zmaju in pa on naj bi bil predsednik pekla. A ne samo, da je predsednik in ful pomemben, zato je vedno tak big deal v Conjuring Universu, ker je ful nek vladar, ful je pomemben in pod sabo ima 30 manjših demonov, ki jih nadzoruje. To je resnična zgodba, literatura. Valak se včasih piše tudi Valak, Valu, Volak, Dulas ali Volah. Njegova posebna moč po tem grimoirju je pa iskanje kač in pa skritih zakladov, medtem ko vod vojsko teh 30 demonov. Ful pogosto ga povezujejo s kačami in bodite pozorni, to je tako freaking amazing, ker dejansko velikrat že v tej kleti v enki noter, kjer je ta portal, je ta krog narejen v obliki kače, ki je sama svoj rep in to je ful pogost in bolj valka. In kje še to najdemo? Ne, zakaj se smejem, ful sem excited. A veste na začetku enke, ko prijeta ta duhovnik pa ta sestra Irene, ko prijeta in želite z ta glavno nuno govoriti, bom najdla sliko ali pa posnetek. In tukaj, v bistvu tako govori je valak, ker vse nune so tukaj že mrtve, če se spomnite vsebine. In kaj je za njeno glavo? Dejansko ta kača, ki je sama sebe,
In lahko bi že sklepali, da je to znak tega zla, to je vedno znak Valaka. Ne? In pa je tudi ta fantek, ki preganja tega duhovnika, ker ima eno travmo povezavi s tem. Tle se je meni prva nuna preveč začela komplicirati, sem pa ne more biti tako nagražen, ne more se tako dogajati, ker temu fantku, temu duhu, ki je že tak en zombi, mu gre tako še kače iz ust in sem lovno, dej come on chill, ampak fora Valaka so vedno kače, vedno bojo kače, prisotne kače je simbol njegov. Pa še neki. Ko Valak posede, ponavadi se zgodi pri teh stvareh, da gre vedno kar ena temna snov iz demona v človeka ali pa nekaj tacga, nek temna stvar, bruhica, whatever. V tem primeru je pa kača. Bom tudi najdla sliko, kako je v bistvu šel tega Frenchija na začetku in je spet v obliki kače, vedno je kača. Ta demon ima ful močen nagon posedati ljudi. Ker je logično, ker itak rab dušo, da se lahko premika, da ni več omejen na isti prostor, se pravi na ta samostan, ampak nekako brez tega, da gre v nekoga ali je, ne more toliko narediti. In ves čas stremi k temu, da najde človeško dušo. In tukaj na koncu, ko vidimo, ko gre v tega Frenchija, torej en del gre v tega Frenchija, ko ga na koncu vidimo, ko ima na vratu ta križec, ko vemo, da je šel vsaj del demona vanga, oziroma je zdaj on postal nek portal in s tem, ko je on zapustil to območje, je imel tudi demon potem opcijo drugi prideti ven, ko je prišel dvojki prek njega, ne prek Frenchija. Še ena ful zanimiva stvar v enki, en tak easter egg, a veste, ko se sestra, ko jo demon Valak dvigne iz tiste vode dol v kleti, in potem ona se dela mrtva in potem špricne pljune sveto kriv demona in ga s tem izžene, vsaj delno. To ima ful globok pomen, zaradi tega, ker pri njih je bilo pljuvanje značilno, da kdorkoli je prišel na območje tega ali pa na posest tega samostana, so vsi vedeli, da je preklet in kdorkoli je prišel, je vedno plunil pod noge, zato ker so pač bili vraževerni in zato je to zanimiva povezava. Zdaj pa še en tak resničen del. Torej, kot sem rekla, Lorraine in Ed Warren sta dejanski osebi, dejansko sta se ukvarjala z izganjanjem zla v, bolj v 20. stoletju in one dva imata dejansko osebno svojo zgodbo z temu demonom. Ni kar tako prišla ta ideja, ampak dejansko. Po besedah Warrenevega zeta sta one dva naletela na obliko te nune, ko sta raziskvala v Južni Angliji. Tja sta šla zato, ker je ta Borley slovil po tem, da imajo tam prekleto cerkev. In sta rekla, ok, gremo tja, da vidimo, kaj se da narediti in rešiti. In to je bilo v 70. letih prejšnjega stoletja. In zdaj tako, po njihovem izročilu, zakaj ne bi tam strašilo, je bil to, da je bil duh tega območja, tega pokopališča, te cerkve, nuna. Ampak ne kar tako, zaradi tega, ker je bila pred stoletji že zakopana v zidove te cerkve, to pa zaradi tega, ker ne bi imela prepovedane odnose oziroma afero z menihom. Noti. In ja, Lorraine Warren, kakor veste, je vedno kakor se tudi bala teh stvari, šla vedno v pogon, da se zmeni z demoni ali jih žene in je šla o polnoči oziroma po noč po pokopališču in se je soočila z Valakom. Ampak ona Valaka ne opisuje kot v obliki nune, nikoli ni bil v obliki nune, originalno torej otrok, ki je z dvoglavnega zmaja, ali pa v njenem primeru bil tak vrtinc, tak temen vrtinc, scary vrtinc. V glavnem, vse, kar vem, tle na hit je to, da se je ona soočila in ostala nepoškodovana. Zdaj, kaj je naredila z njemu, ne vem. Tudi to ni po njuni zgodbi, ampak po zgodbi njunega zeta, tako da spet ne vem, kaj točen je res. Zdaj pa sem še, da zaključim to, torej, zakaj je nuna sploh ta Valak, zakaj kdo si to spomnil. Dejansko si to spomnil ta mastermind, ta režiser, upam, da ga najdem. To pa zato, ker je rekel, nekaj groznega mora biti, ampak nekaj, da ne bo preveč CGI, ker še dan tak črn vrtinc, ker ga Lorraine opisuje brez veze, ker je sam CGI, dajmo nekaj realističnega, nekaj upremljivega, kar to osebo. Nekaj, ker bo ne napadal direkt Lorraine Warren, ampak njeno vero, ker je še bolj globok, še močnejš, bigger than life. Kaj je lahko bolj grozen, da napadeš vero človeka in je to naredil. In je rekel, kaj najbolj napade vero, kakor friki nuna, ampak srhljiva, grozna, zlobna nuna, zla nuna. Še ta zaključek je ful dober. Zakaj je pa ta demon poln sovraštva? Konec koncev so demone neke vrste padli angeli in Valak ne bi bil padel angel. Kar pomeni, da če si angel, si popoln svet in božanski. Če narediš eno samo napako, si vržen dol, si v peklu, zlu in si demon. In pa je toliko sovraštva vsepnost, ker ljudje smo pa ljudje in lahko delamo napake in lahko grešimo. Lahko imamo dobro in slabo plat. On pa ne. On pa ni imel te možnosti in je sam kuj pristal na dnu. In zato toliko sovraž ljudi, zato jih toliko poseda in zato je toliko zloben. Tako, všeč mi je filozofija. Še prej tisti čas, kar sem najdla, grad, kjer so v enki snemali, ta v Romuniji, je Corvin Castle, kot fun fact. Če kdo šel, nekdo mi je pisal, da je že bil in da je res ful lepo.
Tako da, še ena stvar, ne vem, to dala bolj na začetku, v sredo, na koncu videa, ampak kdo me hoče podpreti, kot veste, vse, kar ustvarjam, je vedno zastonj vsebina, kdo pa hoče pač v naročilo, se pravi, ki športnega na Jimbi imate vedno kodo Alenko 5, jaz dobim 5% od tega, za malinco imate vedno kodo 10 Alenka, sicer ne dobim nič od kode, ampak še vedno. Drugače pa, dragi moji pridni bote, ta video mi je bil res hud pa zanimiv, pa se gledamo kmalu, Elin mama out, aj čau, bye!